V galeriji Božidar Jakac po uspešnem lanskem letu tudi za letos pripravljajo zanimiv program. V Samostanski cerkvi bomo začeli z razstavo Slobodana Vidoviča, to je sodelovanje z Banjaluko, s katerim smo začeli pravzaprav že lani sodelovati. Nadaljevali bomo jeseni z razstavo Mitje Koniča, gre za mladega slikarja iz Slovenije, ki pa je potem študij nadaljeval v Dresdnu in sedaj živi v Münchnu, tam tudi ustvarja. V Lapidariju bodo najprej odprli razstavo italijanskega umetnika Armanda Maroka. Avtor, ki je zdaj že v častitljivih letih, se bo predstavil z ambientalno postavitvijo. Nato bo sledil projekt, ki ga pripravljamo, skupinska razstava, ki jo pripravljamo pravzaprav kot uverturo za gostovanje v Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu v letu 2021. V Lamutovem likovnem salonu pa bo po že zdaj tradicionalni razstavi o pustu, ki bo zdajle po tej razstavi v februarskem času. Potem razstava Tine Mohorovič, mlade grafične umetnice, ki je po rodu iz Novega mesta, sedaj pa sicer živi na Obali. Sledil bo prenos razstave iz Muzeja za oblikovanje in arhitekturo Ljubljana z naslovom Prenavljamo. Vemo, da je Kostanjevica na Krki spomenik, da je veliko objektov zaščitenih, da je pravzaprav tudi objekt, v katerem je Lamutov likovni salon, tik pred nakupom in bo potreben seveda ene temeljite prenove, temeljitega premisleka, kaj in kako s tem objektom. Zato se nam je zdelo smiselno, da se ta razstava, ki se je pa dotikala nekaj zadnjih prenov kulturnih spomenikov po celi Sloveniji, prenese tudi sem in se mogoče ob njej uspe narediti čim več nekih spremljajočih dogodkov, ki bi ljudem nekoliko bolj pojasnili pravzaprav vlogo Zavoda za varstvo kulturne dediščine in podobnih inštrumentov v Sloveniji pri sami prenovi. V Lamutovem likovnem salonu bo razstavljala tudi mlada umetnica Ana Skobe, ki se je na zanimiv način lotila arhitekturnih objektov, saj jih je rekonstruirala na način, da jih je razstavila, premislila in ponovno vzpostavila. Osrednji dogodek bo pregledna razstava Silvana Omerzuja, ki jo bodo septembra odprli v novih prostorih. Gre za režiserja, slikarja in lutkovnega umetnika, ki je po rodu iz Brestanice, sicer pa živi v Ljubljani. V tem novem prostoru pa bomo pravzaprav začeli še z eno večjo razstavo, prenosom razstave spet iz Murske Sobote, iz galerije Murska Sobota, s katero sodelujemo že vrsto let zelo uspešno. Tudi mi bomo letos gostovali pri njih z Matejo Kavčič. Oni pa bodo gostovali z eno veliko razstavo, pregledno pravzaprav pod naslovom Osamljenosti, pregledno razstavo prekmurskega slikarstva 20. stoletja. Pri stalnih zbirkah bodo znova prenovili Borčičevo zbirko in po dokončani energetski sanaciji šole znova postavili zbirko v osnovni šoli Jožeta Gorjupa. Odprli jo bodo 7. februarja na predvečer kulturnega praznika. V galeriji Božidar Jakac so v lanskem letu zabeležili nekoliko boljši obisk kot v letu 2018, kar jih je pozitivno presenetilo, glede na to, da je bila predlani na ogled velika razstava obrazi ekspresionizma, na kateri je bil opazen povečan obisk. Prodali smo recimo, da nekaj manj kot 100 kart več kot v predlanskem letu in to se mi zdi ta podatek, ki je pravzaprav tudi najbolj merljiv, najbolj točen. Vsi ostali trendi seveda glede drugih skupin, tudi glede teh vstopnin, ki so za ljudi, ki imajo določene kartice in s tem tudi brezplačen vstop, so seveda potem relevantno, približno enako gibljajo. To pomeni, da se zdaj številka vrti nekoliko manj kot 24,000 obiskovalcev na letni ravni. Podoben obisk načrtujejo tudi v letošnjem letu. Sicer, koliko sem se pogovarjal s kolegi po celi Sloveniji, je bil trend v nekolikšnem upadanju, tako da smo zadovoljni. To je bilo vsaj v prvi polovici leta, ko smo delali polletna poročila. Pričakujemo seveda, ja, jaz mislim, da bi tudi Silvan Omerzu kot na nek način domačin tukaj moral pritegniti določeno publiko, seveda gre za uveljavljeno ime. Mislim, da nekako seveda gradimo sistematično to naše ime, poskušamo se pojavljati, kolikor se le da, tudi v medijih in posledično temu seveda se tudi obisk veča.